Znova imam resen privilegijo, ki vas lepo pozdravim tu z drugega najvišjega brega v našoj lepoj občini Rogoševce. Po že tako bogatom duhovnom programe, deca, hvala vam za pesme, za besedilo. Želim še sam dodati nekaj vsebine iz Božje besede za vsakoga med nami. Hvaležen sem, Gospode, za vas, veroučitelji, veroučiteljice, 14, ki se trudite podajati našoj deci vsebino Svetega pisma, pač pa je to še dosta več. Na ten način njih noter vsajujete, njih noter vcepljate osnove verovanja in to je te priprava za popolno predanje življenja Bogu. In te nadaljevanja življenja z njim, to je tej pravi cilj posredovanja Božjega sporočila, Božje besede poslušalcem. In to je to, ko pravi apoštol Pavел svojimi učenci Timoteje v 2. Timoteje, drugi to pa druga vrstica, to se je na lepce, zapomnite, 2. Timotej 2.2, sume dvojke, in to tako pravi, kar si slišal od mene, pred mnogimi pričami izroči zanesljivim ljudem, takim, ki bodo zmožni tudi druge poučiti. In Bog daj, da bi se to tu nadaljevalo še z naslednjimi generacijami. Vidim, da so veroukari prejšnjih generacij dobro opravili svoje delo, dobro poslušali se, dobro navčili, ki že sodelujejo v poučevanju naslednjih generacij. No, to bo še naprej. In dragi starši, hvala vam, ki sodelujete v tom procesu krščanske vzgoje. In to je to, ta poslušnost Božjoj besedi, štera v 1. Timoteje, znova povdarim Pavlove besede, v 1. Timoteje 4.16 tako pravi, pazi na se in na svoje poučevanje. Starši ste prvi v vzgoji, prvi učitelji, prvi vzgojitelji, zato je zelo važen naš osebni zgled. Otroci, deca nas posnemajo. Spomnim se ene izjave, ki je nekako tako pravo. Stariške, naj vas tjavko ne skrbi, ka vas deca včasih ne bogajo, pač pa naj vas bolj skrbi, ka vas vsakodnevno opazujejo. Ka vas vsakodnevno opazujejo, gledajo, na kakšen način vi živite vaše življenje. Zato Pavел pravi, pazi na se in na svoje poučevanje. In te dole pravi, vztrajaj v tem. Vztrajaj v tem. V kom je naše vztrajanje? V kom je naše vztrajanje? Ko vidijo naši nasledniki, kakšne vrednote iz svojega življenja njim kažemo. To so mogoče materialne stvari ali pa še dosta več od toga. Jezus nam je jasno pravil, ko naj postavimo na prvo mesto, kada te vse drugo na pravo mesto. To je pravil, iščite najprej. In ko dole? Božje kraljestvo. Jo, iščite najprej Božje kraljestvo. Če boš namreč ravnal tako, boš rešil sebe in tiste, ki te poslušajo. Božja beseda, dragi moji, Božja beseda vsikdar dava obečanje za poslušnost Bogu. Obečanje. Bog dava svoja obečanja in znate, Bog se svojih obečanj drži. Življenje po svetopisemskih načelih je največja vrednota na tom svetu.
štero pa želej šotan na vsaki način preprečiti z različnimi drugimi vsebinami, ali njegove vsebine ne mrejo rešiti, pač pa usužnjujejo. In to vidimo tudi iz trenutnega dogajanja na svetu. To vidimo, vse okoli nas, štere se sumo stopnjuje v brezbožnosti. In dragi moji, dogodki, štere spremljamo po medijih, nam ne sporočajo dobroga. Zato se vsi potrudimo v tom trenutku in naprej biti zvesti Bogu v vsem in v vsakom trenutku našega življenja. Pavel pred to vrstico, štero smo prej prešteli, dodaja še nekaj. V 15. veršu še tako pravi: za te stvari se trudi, ves bodi v tem, znači za poslušnost Boga in njegovoj besedi, tako bodo vsi opazili tvoj napredek. Tako da vsi opazili tvoj napredek. In dragi šolare, to šolsko leto je za vome. Jutro ste dobili sumo ještě spričevala, gdje ste dobili prve roke, jutro v osnovnoj šoli, v srednjoj šoli, v glasbeni šoli in tako naprej. In vaše šolanje je končano in dobili te spričevala, iz šterih da tu razviden vaš napredek, glito, kako to pravi apoštol Pavel. Draga deca, večino nedel ste odišli. Ste odišli, pa ste ne poslušali moje predke. Odišli ste večino nedel, ali ste odišli k verouki. Tako ste se včili na svoj način tej biblijske, tej Bože istine. In dnes pa se malo potrudite in poslušajte Božjo besedo. Kajte, za volo toga, ka še bolje od napredka v šole, je pomemben napredek na področju, na duhovnom področju vašega življenja. Biblija to, ka v kratke besede povem, imenuje sad duha. Sad duha, šteri je viden v naših življenjih. Jezus, šteri je bil znane po praktičnom poučevanju, je davo razne prispodobe, ka bi pokazal, kakšen noj imamo odnos z njim. Kakšen noj imamo odnos z njim in pa tudi do njega. V Janezi 15. tale na slikoviti način goči od toga. Poglednemo dve vrstice za naše poglabljanje v njega. Janez 15. tov, 4. in pa 5. vrstica to pravi: ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike, kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Kajti, brez mene ne morete storiti ničesar. Kratka, jasna beseda, šteri živimo na tom kmečkom področju, tu kako lepo je dole, švajn, pogledajte, kole nas je zeleno, šteri živimo tu, to besedo skoro ne potrebno razlagati. Mi razumemo, kako se pride do pridelkov, do sadov. Zdaj že mala deca se tu včijo, kako to delate. Če bi ga ete doj z toga rasta eno vejko vtrgno, štera ima zdaj že želode gor, ta vejka bi drugo leto več nikaj ne rodila. Zavolo toga, kaj je odstranjena z osnove. Odstranjena je in bi se posišila. In mislim, ka si to razumemo in se toga zavedamo, zato ne trgamo vejke zoj, da imajo že sadeže gor zasadnoga drevja. Pač pa samo v tistem času, šteri je primeren za obrazovanje. Jezus je to tu jasno pravil v drugoj vrstici, v istom tom poglavju, 15. tale. To pravi: vsako mladiko, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Vsako mladiko očiščuje. Tu Jezus povdarja še eno področje našega krščanskega življenja, štero je pomembno
za prinašanje sada. Očiščevanje. In na tom področju moramo vsi delovati, dovoliti Svetome Duhu, ka nam kaže nepravilnosti, štere je potrebno odstraniti, očistiti. Vsi mi delamo napake, napravimo napake, zgodi se nam, ka napravimo napake, ali ne smejmo v tom ostati, pač pa dovolite, ka za istino po Duhu Svetom nam Gospod razodine to in te idemo noček naprej. Nekaj iz toga teksta bi še malo bolje poglednete. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v mene. In isto lahko povemo tudi za naša življenja. Mali otrok ne mre sam odraste. Ne mre sam. Nujca najprej starše, mamo, očo, ka njeme v raste, v razvoje, v njivajnom otroštve, tisto nebogljenom, kaj storiške njima dece najprej pomagajo. Če mali otrok odide od svojih staršov, skrbnikov, je v življenjskoj nevarnosti. In isto tako je tudi v duhovnem življenju. Brez Kristusa, brez odnosa z živim Bogom smo na poti pogube. Smo v življenjskoj nevarnosti. Zato je tako pomembno tudi poučevanje, sprejemanje poučevanja in potem to udejaniti v praksi, v življenje. In ob koncu, draga cerkev, tudi nam namenim nekaj besed. Mi, štere smo malo starejši, ne razumemo več najboljše toga časa, v šterom se mi nahajamo. Zato, ker je preveč moderen tej čas. Za nas, štere smo malo starejši. Da smo bili, mi mladi je bilo noček. Ja, vi mladi ne vete, koliko je te bilo. Mi pa znamo, koliko je bilo te, pa vidimo, koliko je zdaj. Ne smo imeli toliko možnosti na vseh področjih življenja, koliko to imate vi, naši nasledniki. Ali ne tako, imeli smo čas, štere je bil dosta boljši od toga časa, v šterom se zdaj nahajamo. Tisti čas je bil dosta boljši. Ne smo bežali, ne smo hiteli, pa smo vse včinili. Gnes se beži. Gnes je čas, ko je včeraj bilo, je že davno nazaj. Gnes je zelo hiter čas. Ne smo bili v strese. Niti smo ne znali, kako je to stres v našoj mladosti. Zavolo toga, kaj je ne bilo toliko zahtev in pa toliko pričakovanj. Imeli smo čas za biti skupaj z nekake. V družine in pa tudi sosedami in pa še tako naprej. Ali, dragi naši učenci, pred vami so počitnice. Za nas v našem času je to bil začetek dela na travnika in pa žetve, pa te smo z mejstvi odili grabljati, niti ne vejte dosta, ko je to. Za nas je načeši čas bil. Za vas, zdaj, da se začajo počitnice, je to čas počitka od šole, čas dopustov in pa seveda čas taborov. Se veselite toga? To sem šel čuti. In ja vam priporočam, ka izkoristite najboljše izkoristite tej čas in naj vas Gospodova roka spremlja na vsej vaših potaj. In ne pozabimo, vsi skupaj ne pozabimo, brez mene ne morete storiti ničesar. Pravi naš odrešenik Jezus Kristus. Vsem nam pa želim za istino Gospodovo vodstvo in njegov blagoslov. Amen. Nebeški Oče, hvala je Tebe za te lepe kraj, v šterom se nahajamo.
hvala je Tebe za tej mir, v šterom leko živimo in hvala je Tebe, da si Ti naš nebeški oča, Ti si najboljši oča, šteroga bi se leko našli in hvala je Tebi, ka neka smo mi Tebe našli, poč pa si Ti nas našel in nas po Jezuši Kristuši, našem odrešeniki, pripelo v svojo prisotnost. Daj nam modrosti, ka živimo to, kak je Tvoja vola in blagoslove predvsem to mlado generacijo, Gospod dragi, naj za istino postavijo v svojem življenju tej trden temelj v Tebi, Gospod dragi, ka bi jih Ti leko uporabo za izgradnjo svojega nebeškega kraljestva. Blagoslovi nam na dole tej čas in naj za istino uživamo v Tvojoj prisotnosti in tudi v Tvoj naravi in naj tej veter, štere pija, Gospod dragi, naj ne samo ka hladi v toj vročini, pač pa nam naj kaže na to, ka Ti želeš, ka smo naj vsikdar v Tvojoj bližini, v Tvojoj prisotnosti, ogreti z Tvojim svetim duhom in v Tvojo drago sveto reči. Amen.